Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v Daj začnimo teden z Lili Sorom. Tokratna tema je najkrajša napoved za leto 2025. Kaj je vsa ta drama, kaj bo dobrega, kaj bo slabega? Pa dajmo pogledati. Pravi, stopamo v leto zaključkov na ravni človeštva. Seštevek je 9, to simbolizira preteklost, zdravljenje in nekako preseganje stvari, ki smo jih prerasli. Končnica je 5, od tukaj ta razlaga negotovih energij, nestanovitnih vibracij in tako naprej, hitrih sprememb, nenavadnih dogodkov. Kaj zdaj to za nas pomeni? Pomeni, da bodimo zelo pozorni z vsemi osebami, situacijami, navadami, zanimanji, priložnostmi, poslovnimi, takšnimi in drugačnimi, ki se pojavljajo na novo. Se pravi, ljudje, ki jih boste spoznali, nova poznanstva, pa naj gre za neko romantično nagnjenost ali za poslovno priložnost, nove priložnosti, nove možnosti, nove lokacije, vse, kar je novo, kar vam je do sedaj nepoznano in mogoče celo malo nenavadno, si zasluži malo več pozornosti. Ali to pomeni, da bo vse slabo? Ne. To preprosto pomeni, da je potrebna presoja, ali je nekaj prišlo v vaše življenje zato, da boste preteklost zaprli, ali je prišlo v vaše življenje zato, ker vam bo odprlo vrata v nek drugačen svet. Zdaj leto 2026 bo tisto, ki bo za vse nas mnogo bolj ugodno, v smislu ljudi, ki stopajo v naše življenje, ki so naši soulmate, ki prinašajo mir v naš life, ki prinašajo več harmonije, več topline, več ljubezni in nek nov dolgoročen začetek. Leto 2025, nažalost, za veliko večino nas to ne bo leto novih, kvalitetnih, romantičnih, toplih priložnosti in začetkov, ampak ravno obratno. Denimo, da nekega odnosa, nekega razočaranja, izgube, prevare niste še do konca pozdravili, predelali, ste še vsega naučili. Ne rečem, da niste presegli to osebo, preboleli, šli naprej, ste v drugem odnosu, drugače razmišljate, ste drugačen tip človeka, ampak mogoče nek mišji klinček nečesa še ostal. Se pravi, vse stvari, ki so ostale nekako nedokončane zadnjih 9 let, prihajajo na plano, ker po vsej verjetnosti vesolje nam ne bo poslalo istega Janeza, Jožico, se pravi iste osebe, v kateri smo bili, s katero smo bili v tem odnosu. Tok se mi mudi, da bom čim hitrejša, da kar zgubimo mislim. Se pravi, po vsej verjetnosti to ne bo ista oseba, lahko tudi, ampak velika verjetnost je, da se bo v vaše življenje prikradla oseba, poslovna situacija, priložnost, neka zadeva, ki bo pravzaprav prinašala še tisti zadnji nauk, še tisto zadnjo možnost epiloga in tega, da res zapremo vrata. In ko zapremo vrata, kaj naredimo? Stojimo pri vratih, kljukamo, odpiramo, gledamo skozi ključavo, poslušamo, ali resnično zapremo vrata, zaklenemo in gremo v drugi smeri. Upam, da obratni. Včasih tega še nismo naredili v tej meri, kot menimo, da smo. Se pravi, bodite pozorni na vse, kar je novega. To je prvi razlog. Drugi razlog. Veliko okoliščin, načina življenja, stila življenja se bo vsem nam na ravni človeštva in sveta spreminjalo v naslednjem letu. Se pravi, če boste nekoga spoznali januarja, marca in se life totalno spremeni tja do septembra, oktobra, je razumljivo, da se bomo vsi mi odzivali drugače na te spremembe, je razumljivo, da se lahko same okoliščine spremenijo. Mogoče bo ta oseba dobila službo na drugem koncu sveta. Mogoče bo ta oseba, se ji bo nekaj takega zgodilo, da je mogoče romantika ne bo več na prvem mestu. Itd. Razlogov je lahko zilijon, samo ugibamo lahko. Od tu pa opozorilo. Bodite pozorni z vsem, kar novega stopa v vaše življenje. Naslednje leto nas bo malo spominjalo na leto 2021, stvari se bodo hitro spreminjali, nihali bomo mi, nihali bodo druge osebe, nihal bo svet, nihalo bo podnebje, nihalo bo vse. In to včasih rabimo, zato da pogledamo tudi v tiste smeri, kamor sicer ne bi. Se pravi, če smo mi navajeni iti v določeno trgovino, po špecerijo, v določeno trgovino, po čevlje, v določene kraje, na izlete, na oddih, na večerjo, v kino in tako naprej, bo naslednje leto tisto, ki nas bo malo prešejkalo. Se pravi, izvrstno je, če niste bitje rutine, če ste nekdo, ki rad raziskuje življenje, se pravi, tukaj imate izvrstno priložnost, pravzaprav imamo vsi, raziskovati, kako lahko na cilj, ki smo si ga zadali, pa naj bo to
ne vem, to, da bomo shujšali, da bomo bolj zdravi, da bomo bolj učeni, da se bomo naučili kitajščine. Ni važno, kaj je cilj, kako lahko na drugačen način pridemo do tega cilja. Tudi to je bistvo te nihajoče energije. In bom rekla takole, težko in zelo nehvaležno je ugibati, kam nas bo drugo leto zaneslo, kaj bodo te nenavadne spremembe. Jaz sem za leto 2021 rekla, energija bo tako nihala kot naši ukrepi, pa potem, ko so se naši ukrepi dejansko začeli spreminjati kar na nekaj ur, se spomnite. Googlali smo, ob kateri uri je bila zadnja stvar objavljena, kam lahko gremo, kaj lahko naredimo in tako naprej. V nekoliko podobno leto gremo s to razliko, da tokrat stvari resnično zaključujemo, predelujemo in se dvigujemo na nek drug nivo. To bi bilo idealno. Leta 2021 smo malo letali okrog kot kure brez glave. In če bi rekli leta 2019, kako zelo se bo naš life spremenil 2020, bi se nam vsi smejali. Tako da, dragi moji, nehvaležno, če skoraj da nemogoče je ozko predvidevati, kaj se bo zgodilo točno v vašem življenju, tistega, kar bo ključno za to, da boste neke stvari prerezali in pustili v preteklosti. Kajti na koncu dneva vsi imamo svobodno voljo, vsi se lahko držimo kot pijanc plota nekih navad, oseb, odnosov, ki za nas niso dobri. In temu pravzaprav je bil namenjen ta cikel od leta 2011, pravzaprav do sedaj, ki je mimogrede podrobno opisan v mojem vodniku, ravno zato, da razumemo, čemu so namenjene energije tega leta, v katerega stopamo, ko pravzaprav zaključujemo vso to dramo, kateri se nas je mogoče prijel predvsem od leta 2017 in 2019 naprej. Tako da, tisti, ki bi želeli resnično delati na sebi, moj vodnik letos je dolg 69 strani, opozarjam, je samo v PDF obliki, link je bo spodaj, glede na vaše osebno leto, za vsak mesec napoved, opozorila, zakaj je ta mesec dober, zakaj je slab, na kaj paziti in vsaj 2 strani vprašanj, meditacij, namigov in smernic, na čemu delati. Kajti pravzaprav, če je katero leto resnično duhovno, je to naslednje leto. Glejte, zaključujemo 9-letni cikel človeštva. Se pravi, poglejte nazaj. Kaj so bili največji izzivi teh zadnjih 9 let za vas? Kaj so bile največja darila zadnjih 9 let? In kje pravzaprav v vseh teh zgodbah ste vi? Tako da najkrajša možna napoved za leto 2020 bi bila: bodite pozorni, preudarni z vsem novim, kar vstopa v vaše življenje. Lahko je zakrinkano neko zelo, zelo staro prepričanje, ki ste ga morda celo podedovali od svojih prednikov, v katerega ste bili morda rojeni. Vsi smo odraščali z določenimi predsodki, pričakovanji, komentarji, kritikami, pa tudi spodbudami in pričakovanji oseb okoli nas, ki izvirajo iz drugega časa, iz drugačnih okoliščin. Čeprav, če jaz rečem, da sem dinozaver in da sem na svet prišla, ki je bilo na televiziji samo nekaj programov, pa še VHS, kaset ni bilo, kaj šele naši starši? Kaj šele naši starši, ki so preživeli drugo svetovno vojno, recimo? Čisto drugačen pogled na svet imajo, seveda. Ni jih čas povozil, ne, ampak so pač iz nekih drugačnih okvirov skupaj sestavljeni. In tudi mi, se pravi, kateri okviri več ne delujejo, kaj treba updatati, kaj treba upgradati in kaj je tisto, kar pravzaprav je zdaj končno napočil pravi čas, da opustimo. Torej, dragi moji, pozorni z novitetami, brez impulzivnih, hitrih odločitev, ne nekoga spoznati februarja in se poročiti aprila, ne vzeti kredita za naslednjih 30 let, ne se zapoditi v nekaj samo zato, ker zgleda imenitno, ampak pregledati, kaj pravzaprav se skriva za temi bleščečimi platnicami, za tem celofanom, v kar je ta priložnost, možnost zavita. To je izziv. Nagrada pa je, da se bomo končno mogoče v nekih stvarih sprostili, bili malo bolj pogumni, se zadev lotevali na drugačen način, kar pomeni, da idealno bi bilo, da bomo izbirali tiste načine, ki nas hitreje, na pošten, na korekten način pripeljajo do naših ciljev. In absolutno se ne oklepajte ciljev, ki ste si jih zadali 20 let nazaj, ampak svoje cilje postavite na drugačne temelje. Višje cilje si postavljate. Cilj naj vam bo izziv. Naj vam bo izziv. Recimo, da greste na Himalajo in si mislite, ok, se ne vem, če bom prišel na Himalajo.
To je cilj. To je cilj. Cilj, kvaliteten cilj je tisto, kar bo v vas prebujalo radovednost, pogum, zagon. To, da boste zjutraj vstali in rekli, dal bom vse od sebe, dala bom vse svoje bistvo, da vidim, do kam pridem, česa sem sposobna. Cilj ni iti na Šmarno goro, če imamo dovolj kondicije za Himalajo. In to velja za čisto vse v našem življenju. Naj bo to način komunikacije samim seboj, način komunikacije z okolico, ali sploh znamo povedati, kaj razmišljamo, kako se počutimo, ali to sploh vemo. Temu je bilo namenjeno leto 2023. Kako postavljamo meje, do kam puščamo druge ljudi, do kam puščamo pričakovanja, naš ego, vse tiste, bom rekla, rane, ki jih še nismo pocelili, zacelili, da upravljajo z našim življenjem. Včasih resnično rabimo past v neko dramo, v nek vihar, da sploh vidimo, kdo smo. In jaz mislim, da v življenju ravno neke izkušnje, ki nas pretresajo, ni nujno, da so samo slabe, ne govorimo o tem, da nam bo zdaj Ljubljano zravnalo zemljo, da se bomo mi naučili, kako zelo pomembno je imeti varen dom in ne mogoče neko dizajnersko sedežno garnituro. Ampak v življenju zagotovo, vsaj nekje, bo vsakega izmed nas pretreslo na način, da bo padla tista tančica ega, pričakovanj in vsega tistega, kar morda resnično ni pomembno. Torej, dragi moji, ne se bati naslednjega leta. Ja, naporno leto bo, intenzivno leto bo, ampak ni bilo to v bistvu tako že kar nekaj zadnjih let. Resnično smo v pomembnem ciklu človeštva. Ne govorijo zastonj, da je ta ključni spopad med svetlobo in temo sedaj. In veste, v letošnjem letu, se pravi v 2025, se bo ta boj odvijal znotraj nas. Ko smo pod stresom, ko smo v stiski, ko smo v nepoznani situaciji, ko imamo občutek, da moramo odreagirati takoj, da moramo znati vse, se pravi v nekem viharnem obdobju, takrat se točno vidi, kje so naše prioritete, kje so naše meje, kdo smo mi, kaj smo sposobni narediti dobrega in slabega, kaj smo sposobni zaključiti, kaj smo sposobni začeti. Torej, naj bo naslednje leto ena razburljiva epizoda v našem življenju, kjer se ničesar ne oklepajmo, opomnimo se vsi skupaj, tudi jaz, da leto 9 je leto zaključkov, ko stvari spuščamo, opuščamo, se pravi, če padejo ljudje iz preteklosti nazaj v naše življenje, razmislimo, kakšno novo priložnost, ponovno priložnosti dajemo. Ali se ta oseba, te okoliščine, ta priložnost, tudi če govorimo o neki poslovni priložnosti, o nekem novem sodelovanju ali ponovnem sodelovanju, ali so se stvari resnično spremenile na način, da je za nas dober, ali pravzaprav sami sebi in tej osebi, tej priložnosti dajemo še eno možnost, da nas ponovno razočarajo. Torej, dragi moji, naj bo to leto, v katerem prisluhnemo sebi. Prisluhnemo svoji intuiciji, prisluhnemo lastnemu Robinsonu Crusoeju, ki bo raziskoval vse nepoznano, ki bo neustrašen, ampak vseeno deloval po pameti. Se pravi, izvrstno leto za potovanja, za poznavanje drugačnih kultur, drugačnih načinov razmišljanja, drugačnih načinov delovanja. Nimam vse samo jaz prav, nimate vse samo vi prav, ni vse v življenju belo in črno, vse je pravzaprav en prelep odtenek sive, ki lahko rečemo tudi srebrna. Torej, pravzaprav iščemo svoje odtenke. Tako da, dragi moji, če se karkoli konča, razbije, izgubi, zaupa, da bo v letu 2026 prišlo tisto pravo v naše življenje. Morda bo nekdo izmed vas dobil nenadoma odpoved. Morda se bo nekomu izmed vas nenadoma zaključila dolgoletna partnerska zveza. Morda govorimo o tem, da neke stvari, ki so nas zelo izpolnjevale, nenadoma več ne bodo imeli smisla. Ne se tega ustraši, to ne pomeni, da je nekaj hudo narobe z vami, to ne pomeni, da nikoli več ne boste srečni, to ne pomeni, da nikoli več ne boste uspešni, kaj pa še. To samo pomeni, da smo v enem velikem obdobju čiščenja, sortiranja. Tudi ko garderobno omaro pospravljamo, jaz verjamem, da pridejo trenutki, ko se težko ločimo od nekih kosov garderobe ali nekih predmetov, ki imajo čustveno, globoko, bogato noto za nas, ampak včasih v življenju resnično pride čas, ko je treba narediti prostor za to, da bodo lahko vstopile v naše življenje v letu 2026 osebe, situacije, priložnosti, službe, potovanja, vse tisto, kar bo resnično dragoceno in bo zapolnilo ta morebiten občutek, bom rekla,
praznine, ki ga morda čutimo zdaj v sebi. Torej, dragi moji, to je bilo tako na hitro. Če imate vprašanje konkretno za vas, za vaše najdražje, za vaš odnos s partnerjem, službo gor in dol, saj veste, vedno vabljeni k meni tudi na polurno srečanje, kjer pripravite svoje vprašanje in pogledamo vaš let, vaše izzive, vaše nagrade, vse tisto, kar bo vam se postavljalo na pot. In pa znova omenim tudi moj vodnik, ki ga imate potem resnično vsak dan leta s seboj. Jaz priporočam, da ga ne printate, ampak da si kupite prazen zvezek, v katerega boste vpisovali ključne misli, odgovore, meditacije, afirmacije in stvari, ki so noter, ki predvsem z vami resonirajo. Tako da, dragi moji, naj bo leto 2025 razborljivo, naj bo vse tisto, za kar od leta 2017 niste imeli dovolj poguma, in naj odnese vendarle že enkrat vse tisto, kar mi kot človeštvo ne potrebujemo, kar ni dobro za nas, kar pravzaprav ne deluje za najvišje dobro vseh nas na tem svetu. To je moja želja za leto 2025. Vam želim, da resnično izluščite iz vse drame in vseh mogoče tudi malo neprijetnih trenutkov pravzaprav sebe in da stopite nazaj na tisto pot, ki vas pelje k vaši najbolj nori, odpičeni, ludi sreči.